Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Pa smo spet skupaj v novi epizodi. Lep božični pozdrav vam želiva Kaja in Marko. Danes smo v družbi mladoporočencev Eve in Petra Goloba iz Šmartnega pri Litiji. Pozdravljena. Živijo, Bog je dobrega. Kako sta? V redu. Vsak dan boljš, pa še zboljšuje se, ne? Pravijo. Ja, pri vama smo kar na božično jutro. Tako Ja. je, ja. Poročena sta šele nekaj mesecev. Kako je biti na frišno poročen? Je neka sprememba, pač tako v pozitivni smeri. Bolj si, po mojem, samostojen, sam svoj šef, pač ne rabiš zdaj za vsako stvar staršev spraševati, pa karkoli, ker si pač zdaj na svojem. Bolj si pač ženo se bolj pol glede tega menva. Ja, drugače, še posebej za žensko, spremeni priimek, včasih še svoj naslov, tako da potem postaneš čist neka druga oseba na papirju. A drži, da je bil to dan najlepših sanj, kot sta zapisala na družbenih omrežjih? Ja, to je res tak lep dogodek, ponovadi ga doživiš samo enkrat v življenju in je res pač lep dogodek, ki nama še vedno po parih mesecih odzvanja v mislih, še vedno si rada pogledava najine slike, video in se pač spomniva tega lepega dne. Ja, Petr, kdo je pozorno poslušal, ko smo vaju uvodoma predstavili, ne? Pišeta se Golob, ti se pišeš Golob in ti imaš brata Martina Goloba, ne? Drži, Duhovnika. tako je. In je res zelo znan v slovenskem prostoru. Zato je kar se logično postavilo vprašanje, ko govorimo o poroki, vaju je tudi on poročil. Tako je, drži, seveda. Kot že vse nas, pač jaz sem že dva brata tudi poročena, je on poročil in pač seveda sem se potem tudi jaz odločil za njega. Čeprav ne, v vaši družini je še en brat, ki gre po Martinovi poti. Tako je, ja, to je brat Matija, 5. po vrst, jaz sem 4. Sam na njega pa nisem mogla čakati še pač 2 leti do nove maše. Seveda bi lahko počakala do diakonskega posvečenja, ker takrat tudi dobi že to pravico, da lahko poroči sam. Sem se kar za Martina odločila. Predolgo bi čakala. No, saj so še srebrne, pa zlate poroke. Tako je, ja. Še priložnost. Vama je dal Martin kak nasvet, oziroma kaj vaju je najbolj nagovorilo na ta dan? Drugače je zelo lepo pridigo povedal na najmanj poročen dan. Res so si jo pač vsi zapomnili, tudi marsikdo je potočil kakšna solznica. Veliko je pa predvsem govoril o spoštovanju zakoncev, o ljubezni, da se ne čim več pogovarjava. Je pa izpostavil, da najino poročno svečo ne prižigava večkrat na leto, ne samo na obletnice, ampak tudi takrat, ko bova rabila kakšen nasvet od Svetega Duha, takrat, ko se bova skregala. To mislim, da so si najbolj zapomnila. Pač ne samo takrat, ko je težko, ampak tudi, ko bova srečna, vesela. Tako je. Ja, pač pridga bila res lepa. Pa lepo je bilo, ker je pač govoril celemu občestvu, ne v bistvu samo o nama, pa samo o naju, ampak širše. In sta jo takrat že prižgala kdaj svečo? Trenutno ne. Ja, pa pravico povedal ne še. No, tudi to bo še priložnost, tudi midva žena in nisva. Vse so šele 3 mesece poročena, tako da je še cajt, bo še cajt. Tako. No, je pa pač prvič zdaj ne preživljata letošnji božič kot zakonca. In kaj bi rekla, kako je ta božič zdaj, ko sta mož in žena drugačen od prejšnjih, ko sta bila še fant ali punca, ali pa ko se recimo sploh še nista poznala? Ja, prej sva pač božič praznovala vsak v svoji družini, iz tam, kjer izhajava, zdaj pač skupaj. Je drugače, ker sva pač zdaj midva, ne pa pač bratje in starša. Pa ne rabva se kregati, ki bo preživela božično kosilo, pa ki bo novoletno kosilo preživela, ampak ga bo pač preživela skupaj, tudi pri nama doma. Tako. Kako pa se spominjata božičnih trenutkov iz kmetije, iz otroštva? Ja, pri nas doma zelo rad otroci postavljamo jaselce, tako da pa nas vsako leto drugačne jaselce. Vedno si že vsaj kakšne 14 dni prej, ko začnemo nabirati mah, začnemo razmišljati, kaj bo tematika letos. Ponovadi je kakšna puščava ali je gozd, kakšna reka. Imam 2 mlajša brata, ki zelo ustvarjata rada,
Tako da smo se vedno pregovarjali, katera ideja bo na koncu ustvarjena. Tako da to se mi zdi najlepše, ker smo vedno zelo radi postavljali jaslice. Mama je bila pa vedno tista, ki nas je bodrila, da je že hitro postaviti, treba še kaj drugega pospraviti. Tako da to je meni najlepših spominov, ker res vsak let so bile unikatne jaslice. Tudi žlahta jih je zelo rada prišla pogledati, ker so vedeli, da so nekaj drugačnega. Mene pa najbolj zaznamuje ta svet večer. Ponovadi smo vedno, ko odmo 5 vštavljam, ampak na ta dan smo vedno šli že prej, ati že 1 uro prej za laufom stroj. In hitro smo opravili, mami je pripravljala večerjo in potem, ko smo odpravili, smo se zbrali pred hišo, vsak je vzel svoje stvari, en je katilnico imel, en je žegano vodo vzel. Jaz sem imel ponovadi baklo, da sem bil malo osvetljeval prostor in smo šli kakor v procesi od objekta do objekta, od stroja do stroja, traktorja. Žival smo pokropili, pokadili, nekaj najlepšega, vmes smo seveda molili. Tako in potem je sledila večerja in čakali smo polnoč, da smo šli potem polnočnici. Je kdo tudi zaspal vmes? Ja, po večerji zelo rad se je zgodilo, da je zaspal in ni šel, se mu ni več dalo ostati pa jeti. Tako da, je bilo vse sorte, seveda, v tolikih letih se marsikaj pripeti. Kot v vsaki družini. Eva, nekaj si želela dodati morda? Ne, sem tu mogoče, da tudi pa nas je vedno kdo zaspal, ampak se je na koncu vedno zbudil pa šel z nami v polnočnici. Ja, zdaj pa kot pravite, sta že osnovala svojo družino in sta najbrž tudi ta božična pravila, kot so postavljanje jaslic, kropljenje, adventni venčki, peka dobrot konec koncev. Sta letos čisto sama dva zasnovala in kako sta se to letos dogovorila, kdo je počel kaj, sta skupaj veliko ustvarjala tudi? Ja, pri postavljanju jaslic in smrek sva bila kar skupaj, ker sva oba zelo taka picajzla človeka in imava zelo rada, da je vse tipi-topi, tako da sva kar skupaj to ustvarila. Kar se tiče peke dobrot, sem bila kar jaz zadolžena, Peter je bil moj uradni poskuševalec, drugače pa večina stvari vedno delava skupaj. Tudi pogovoriva se, kaj bi skupaj naredila, kaj bova jedla, kaj spečemo. Jaz bolj tehnično stvari uredim. Tako je. Dobrote si pa že preskusil, so pa dobre. Ja, super. Je ljubezen skozi želodec, ne? Ja, to pa drži, sigurno. Pa ste šli tudi skupaj k polnočnici? Ja, že zadnje, to je v bistvu najna 3. polnočnica skupaj. Prejšnja polnočnica sva preživela v Šentvidu in v Grosuplju pri Martinu. Letos sva se pa prvič podala tudi v najino župnijo, domačo župnijo Šmartno. Kar peš, ker je cerkev čisto blizu. Ja, pa zdaj imamo res blizu, čas od nas doma, ko smo hodili, smo se ponovadi še pol ure do cerkve, peš. Nazaj smo se pa peljali, tako da midva sva pa zdaj šla tja in domov peš. Ja, če je res blizu, pa še nekaj rekreacije, pomočne rekreacije. Ja. Pa ni treba razmišljati, kje avto parkirati. Ja, ker je res, da za naše poslušalce, ki nas spremljajo, povemo, zdaj tukaj, kjer snemamo, dobesedno se vidi, zračna razdalja do cerkve, tole v Šmartnem pri Litiji. Zdaj ponavadi, ko snemamo podcaste na podcast Mladost na kmetiji, snemamo na kmetijah. Zdaj pri vama je pa situacija nekoliko drugačna, ker danes pa snemamo v bloku in če malo razložite za naše poslušalce, kako da živita v bloku in kakšen imata cilj potem naprej, ostati tukaj ali se preseliti s časoma? Ja, midva sva ko sva se začela pogovarjati o poroki, nisem se mogla zdaj še dogovarjati, oziroma a bo še zdaj že vgradno hiše ali ne vem kaj, zdaj početi se nama ne splača, mi se raje organiziravajo orenk poroko in peva najprej nekam najem, da se takrat potem naprej ureja življenje in se odločaš, kam boš šel, pa kaj boš kupil in tako. In se je prišla je možnost od zadruge, da se bo oddajalo eno stanovanje in sem poklical in so takoj dobila. Ja, izkoristila sem priložnost in so dobila to majhno lepo stanovanje. Zakaj pa ne moramo biti na domačih kmetijah, je pa štos v tem, da Peter ima starejšega brata, ki bo prevzel domačo kmetijo, ima tudi že družina
Jaz imam 2 mlajša brata in navada je ponovadi, da moški oziroma brat prevzame kmetijo. Naša kmetija je že spremenila priimek, glih z očetom, tako da se mi ne zdi pravično, da kmetija spet zgubi domači priimek. In ker nam morata dva petelina na istem gnojišču, je bilo treba iti od doma. Točno tako ne gre. Ja, je pa trenutno tudi ta težava, da na trgu so nepremičnine zelo drage. Težko je najti neko hiško oziroma neko parcelo, še posebej, če si mlad in če nimaš neke redne službe oziroma če nisi dolgo zaposlen. Kaj pa bi rekla, kakšna je razlika od življenja na kmetiji? Kaj pogrešata? Mogoče pogrešava to svobodo, ko prihajava iz relativno velikih kmetij na robu vasi, kjer je pač vsa zemlja okoli tvoja, kjer si bolj na samem pač ob robu vasi in lahko delaš, kar želiš. Noben te ne gleda oziroma ne firca, kaj počneš. Klej pa pač drugače. V bloku temu našemu je 6 stanovanj, vedno srečaš kakšnega soseda, vedno se moraš lepo nasmejati, pozdraviti, tudi če si pač slabe volje, ko pa je pred vprašanjem gobe narobe. Pa težko je bilo, naprimer, ko so urejali stanovanje, zmeraj kje ropotali, pa sosedje pač so prišli. Tako, no, nisi tu svoboden, kot kar doma, ko smo bili pač res na samem. Da je nekaj ropotali, karkoli se nam nič ni zdelo tako moteče. Ja, je pa fajn, tudi če kje ropota pride, povprašaj, če ki pomagajo. Doma ti lahko pomagajo, sem družinski člani, pa še včasih ste žavo, pač si mislijo, da imamo zadosti svojega dela, tukaj ti pa pač res pomagajo. Tako da si se pač razumeva, fuli sosedje, ampak je bil kar velik šok za naju oba. Še posebej zato, ker pač ne stopiš ven na svojo zemljo, nimaš svojega vrta, svojega prostora, ampak si pač omejen. Pač dobila bo neke nove izkušnje tudi glede tega, kar pa tudi ni slabo verjetno za življenje. Torej, kjerkoli boste prihodnje, če bo to hiša, mora biti neke zelenice oziroma vrt. Tako ja, sigurno bomo imela neko hiško na podeželju, v mestu sigurno novo rinila. Če bomo imela kmetijo, ne veva, kaj nam v prihodnost prinesla, ampak sigurno ja, velik vrt pa saj kakšno domačo žival. Je pa fajn, pol tudi naprimer, da znaš ceniti to, kar si pač, kar si imel, ne, pač ja, tako. S čim pa se ukvarjajo na vajinih kmetijah, torej iz kmetij, iz katerih izhajata? Naša kmetija je živinorejska, ukvarjajo se s prirejo mleka. Tako. Predvsem samooskrbnem, pač vso krmo pa... Pri nas je pač ja, noben hod v službo od staršev, pač starša sta zaposlena doma, brat je zaposlen, ženo doma, tako da se kar sami preživljajo. Dela več kot dovolj, ja. Dela več kot dovolj, tako. Ja, pri nas se pa ukvarja z rejo pitancev, bikov pitancev. So tudi samooskrbni, zadnje leta tudi smo začeli z mletjem mok, doma predelamo ajdo, pero pa pšenico. Imamo kokoške, tudi kakšna jajčka se da prodati na naši kmetiji. Tako v bistvu delamo na samooskrbi, da res čim več pridelamo doma na kmetiji. Ali kljub skupnemu življenju pa še vedno pomagata na domačih kmetijah? Ja, pač jaz dnevno hodim domov delati. Tako jaz imam kar rad to, pa skrbim doma za bolj tehnične stvari, se pravi vzdrževanje strojev. Tudi v štalo grem še rad, tako da se malo razvedrim, malo migam, to mi kar paše. Lahko bi rekel, da ponovadi domov pridem sam spat. Ja, včasih se pohecava, da pride domov sam spat, ampak ja, zelo rad doma na kmetiji pomaga. Pač imajo veliko kmetijo, tako da dodaten parok vedno prav pride. Jaz sem pa bolj tista teta v ozadju, če se lahko tako izrazim, ki gre ponovadi pomagati sem, ker so večje sezonska dela. Če recimo silaža, grem domov pomagati mami kuhati, če je krompir za pobirati, da pač so dodatne roke, isto pač k Petru. Grem pomagati z veseljem, ampak včasih mi čas ne dopušča, ker imam pač tako službo, pa toliko različnih obveznostih, ampak če se le da, z veseljem gremo pomagati. Kaj pa recimo bi rekla, kaj pa vaju najbolj navdušuje in katere vrednote so bile vama privzgojene s tem, ko sta odraščala na kmetiji in vama pomagajo tudi še sedaj, ko ste skupaj? Vrednota mogoče kot delovne navade. Jaz vem, to sem si zavedno zapomnila, ker sem še kot študentka delala, sem šla v eno trgovino, pa me vprašala
takratna šefica, naj opišem svoje življenje, kaj počnem, pa povem, da sem s kmetije in je pač rekla, ja, mi bomo tebe vzeli, zato ker imaš delovne navade, ker si pač navajena delati. Pa sem vprašala, zakaj pa je rekla, zato ker si s kmetije, pač tam se naučite delati, nikoli vam ni težko karkoli delati. Pa tudi ljubezen do narave, ljubezen do živali, da začneš spoštovati, kar pridelaš, da pač ni hrana samoumevno, da lahko tam v trgovini kupiš. Peter, ti? Ne vem, pač sožitje, to, da pač veliko. Vsi delamo, no, pa da znamo živeti skupaj tako. Ja, da več generacij živi na kmetiji. Ja, tudi tega je danes čedalje manj, na podeželju pa je še to, ja, prisotno. Ja. Veliko poslušamo o težavah in izzivih, ki tarejo kmetijski sektor, a kljub temu, zakaj je po vajenem mnenju lepo biti kmet? Zato, ker pač veš, kaj ješ, ker pridelaš svojo hrano, ker uživaš v svojem delu in poklicu. Če pač imaš rad živali, boš delal na kmetiji, če jih pa ne boš imel rad, pa pač mislim, da s težavo delaš. Pač pa dosti lahko sam svoj šef, sam si urejaš delovni dan, pa boš delal, s čim se boš danes ukvarjal. Tako. Ja, čeprav je težko, ja. Dosti svoboden, a kljub temu skar omejen, no, ko bi rekel. Od narave si zelo omejen in tudi od pač birokracije države in vse, ampak si pa lahko sam svoj šef, to pa je. No, oba pa sta pognala korenine tudi v podeželskih društvih mladine. Kaj vam pravzaprav pomeni biti del te širše podeželske mladine? Ste se morda tudi spoznala prek kakšnega lokalnega podeželskega društva ali zveze ali ne? Ne, nisva se spoznala prek društva, sva tekom pogovora spoznala, da so pač oba člana podeželske mladine oziroma svojih lokalnih društev. Spoznala sva se v času korone, ker je bilo pač več časa, tako da sva se prek socialnih omrežij spoznala, začela pogovarjati in tudi v tistem času na skrivaj dobivala, ker pač kot vemo je bilo takrat prepovedano druženje. Zdaj se lahko pove. Ja. Pa prestopanje meje občine. Ja, tudi mi se kar precej kršila to, ampak se je bilo lušten. Ja. In obrodilo je sadove. Ja. Drugače pa sem članica domačega društva Kalček že od leta 2016. Ti, Peter, si pa... Jaz sem pa kar 2 društev član, se pravi, odkar imam Evo, sem še od Kalčka član, že ne 2 leti, odkar sem se poznala. Pa od Liša, pač Litija in Šmartno, sem pa že tudi več kot 15 let, tako da član vedno, rad grem na občin zbor, pa podprem domače društvo. Pa se spominjata, kdaj in kdo vaju je povabil v društvo? Kakšni so bili te začetki? Ja, mene je ati rekel, pejt malo, on je še rekel, pejt med mlade zadružnike, ko časo tudi hodil, spomnim se, ker je rekel meni pa bratu, pejta, ne, na občin zbor, ceno nič slabega, pa karkoli, bo tam malo s temi mladimi kmeti še tlele, se malo spoznate, pa da ste malo skup, pa da malo, ki vidiš, se ki spoznaš, vedno je prav znanje, pa kakšen pogled drugačen, ne sem tisti, ki imaš pač doma. O podeželski mladini v našem kraju je meni že razlagal oči, pa stric, ki sta bila tudi člana in sta dostikrat govorila, kako je fajn. Takrat sem bila še nekako premlada, tudi nisem vedela, kako prt v to podeželsko družbo. Potem sem pa po naključju spoznala na vlaku, takrat sem bila 1. letnik srednje šole, neko družbo, ki so bili pač člani. Rabili so tudi neko dekle, ki je prišla z njimi na kmečke igre in glej ga zlomka, to dekle sem bila na koncu jaz. Začela sem kot neka tekmovalka na kmečkih igrah, pa na kvizih. Potem sem prerasla v tajnico društva, zdaj sem po bistvu že na zvezi kot regijska predstavnica, tako da vsako leto nekako stopnjujem to. Ja, zdaj v teh letih, odkar sta torej, tako v zvezi ali pa v lokalnih društvih, se splete zagotovo veliko spominov. Imate kakšen skupen spomin ali anekdoto, na katero se še posebej rada spomnite? Najprvi dogodek s podeželsko, da sva šla skupaj, je bilo nevarno s traktorjem na Vranskem. Takrat je tudi Peter spoznal širšo ekipo. Šefico. Naša predsednica. Kot neka anekdota, takrat še nisva bila v bistvu par, sva bila še bolj prijatelja. Jaz sem začela biti aktivna na zvezi,
Iskali smo komisijo za naj projekt in takrat se je porodila ideja, da bi bil del komisije tudi Martin Golob. In ker sem jaz poznala njegovega brata, sem jaz stopila v kontakt z Martinom Golobom in ga pač povabila v ekipo. Takrat je bila ekipa, kako smo pač tebi to ratali. Saj pač je bil dostopen povsod Martin Golob takrat. Številko ni težko dobiti, ne? Ja, ampak jaz sem jo dobila raje njegov. Ja, dodatne veze. Jaz sem malo zraven stopil, ja, vmesni člen. Tako ja, takrat smo dobili na ta sistem Martina v našo komisijo. Martin tako rad sprejme take naloge. Eva, kot si omenila, si zaposlena na Zvezi slovenske podeželske mladine. Kakšne so tvoje naloge? Ja, sem mentorica in koordinatorica prostovoljstva. Moje naloge so v bistvu, da skrbim za naša društva, njihove člane pa njihove aktivnosti, da spodbudim večjo pozornost prostovoljstvu, ker trenutno v Sloveniji je veliko prostovoljcev, ampak se ne zavedajo svojega poslanstva. Prostovoljstvo je pa res neko poslanstvo, ker pač po domač povedan zastonj pomagaš, zastonj delaš, pač ne pričakuješ nobenega plačila. In trenutno se na Zvezi res trudimo dvigniti to popularnost oziroma prepoznavnost poslanstva. Petra, te Eva kdaj vpraša za kakšen nasvet? Kako ravnati v določeni situaciji ali kaj podobnega? Ja, se kar pač pogovarjava dosti tudi o tem in so take malenkosti. Jaz se Evi zaupam in ona pač zna dobro odreagirati. Jaz sem tudi ta prvo njega vprašala, kaj bi, če bi pač lahko bila regijska predstavnica, če bi se zaposlila, kaj vidi, če bi se kaj spremenili, ker pač res včasih smo 24 ur na dan v službi, če so kakšni taki dogodki, ne so tistih 8 ur. Ja, ampak Petra, tudi ti počneš eno zanimivo delo, ne, ki ga upravljaš v zgodnjih jutrnih urah, pa potem še malo pozneje, ne, in sicer se ukvarjaš s prevozi otrok, če malo več o tem poveš. Tako je, drži. Sem pač zaposlen tudi pri bratrancu. On ima kombije in pač mi furamo šolske otroke. Se pravi, zjutraj štartamo ob 6 in vozim do 8, da so otroci v šole, pač jih pustimo v šoli. Potem sem frej in grem tudi domov pomagati, malo na kmetijo. In pač na delo se pa potem vrnem ob 1, kjer pač otroke poberamo in jih speljamo domov na njihove domove. In zagotovo kaj velikega novega in tudi norega izveš ali slišiš. Marsikaj vidiš, ja. Tudi to, kako so današnji otroci, kako gre ta svet naprej, pač kar zanimivo. Kljub temu, da je pač so proge iste, vsak dan je ista pot, ampak zmeraj kaj novega na cesti in okolici. Dolgčas ni. Ne, dolgčas ni. Iste poti, različni pogovori. Tako. Peter, še tole si omenil, ne, da ti si po izobrazbi strojnik in prej si že na začetku govoril tudi o tem, da če se doma kaj pokvari, ne, kakšen stroj, to ti vešče popraviš in si lahko rečemo sam svoj mojster. Ja, če se le da, ne. Zrihtamo, kar se da, kar imamo pa rok, kar je orodja doma. Če pa kaj drugega, večga, kakšen računalnik, pa to mora pa že priti serviserji na delo. Pa se velikokrat kaj pokvari? Ja, zmeraj kaj, no. Takrat, ko je delo, ne? Tako, ponovadi takrat, kad stroj dela, če zala stoji po zim, se nič ne pokvari, ne. Tako da so samo rutinski servisi, zdaj pač ko, to se malo rihta, pregleda. Tako da ja. Kako pa vzdržujete ravnovesje med delom, družinskim življenjem, drugimi obveznostmi? A imate kakšen skupen hobi? Skupnih hobijev še ni. Imamo željo enkrat, da bi pela skupaj v pevskem zboru. Mogoče je to pač neko novoletna zaobljuba lahko. Drugače pa, glede na to, da so pač cele dneve v službah, cele dneve delava, si res nedeljo vzameva zase. Zjutraj greva k sveti maši, imava skupno kosilo, popoldne pa pač preživiva skupaj. Ponovadi so takrat telefoni na poličkah. Pač največ nas zanima, kaj se dogaja druge. Tako da nedelja res preživa skupaj, vsaj pač en dan v tednu, da so res tisto sam drug za drugega, pa da se pogovarjava. Ti, Vedar? Ja, se strinjam s povedanjem. Na telefon se oglašava samo za kakšne nujne stvari. Pač pa res, ja, so kar izklopljena takrat.
Ja, odklopljeno od drugih in preklopljeno drug na drugega. Tako je, ja. Tako imamo energijo. Torej, omenila sta, da bi to bila lahko ena od novoletnih zaobljub, da se priključita recimo pevskemu zboru v Župniji, pa sta tudi sicer morda kje dejavna še v kakšnem tem lokalnem okolju. Vemo, da so zelo popularni, sploh v tem dolenjskem koncu, pa gasilci in tako naprej, kulturna društva in tako naprej. Sta kje poiskala še svoje mesto ali še iščeta, kako bi se vklopila v okolje? Ja, jaz sem že član pritrkovalskega društva, ki ga imamo v Šmartnem že več kot 15 let. Tako da pritrkavamo, no, to mi je zelo zanimivo, slovenska tradicija, pač res samo v Sloveniji je to. In uživam v taktih zvonovih, to mi gre kar dobro od rok. Pa tudi domači župni berem Beril, sem tudi član tega. Ko si omenil pretrkovanje, se udeležujete tudi kakšnih tekmovanj? Tekmovanj se nikoli nismo pri nas udeleževali, samo pač srečanj. Mi smo vedno radi sodelovali, ne pa tekmovali. Tako. Ni važno zmagati, važno je sodelovati. Tako je. In vse melodije so lepe. Tle se ne moreš to ocenjevati. To se uživa, posluša. Vse odvisno od okolja. Vse pa je subjektivno, sploh Ja. pri glasbi oziroma umetnosti. Peter, ti imaš tudi že 4 nečake. A si že komu krsten boter? Ja, drži, da imam 4 nečake, sam krstni boter pa še nisem bil nobenemu do zdaj. Mogoče bo zdaj, ko se zdaj poročena, pa če bo kakšen nov se najavil, da bo pa takrat midva izbrana. Zdaj, ko so prazniki in bosta imata več skupnega časa, kako ga preživljata? A pogledata tudi kakšen božični film? A sta obiskala kakšen adventni sejem? Načeloma sva si rekla, da bova te božične praznike, oziroma vse praznike zdaj do novega leta, preživela bolj skupaj, da si pač res vzameva čas zase, obiščeva svoje družine pa družinske člane, da greva tudi do širše žlahte, ker jo imava kar veliko. Drugače pa ja, imava kar neko navado, da sej za vikende do zdaj, pa zdaj tudi ko bomo do novega leta skozi doma, si rada ogledava kakšen film. Po moje bova zdaj naredila kar turnejo sam doma. Klasika. Klasika, ja. Si izkusila naslov, ne? Ja. Tako da ja, bova na ta način preživela ta božični čas. Ja, ker smo čisto pri zaključku našega podcasta, torej zadnjega v tem koledarskem letu 2023, vaju prosiva s Kajo še za eno tako kratko božično novoletno voščilo, ki bi ga namenila drugemu, našim poslušalcem, kmečki mladini in vsem, ki nas poslušajo, teh ni malo. Ja, midva vsem želiva ene lepe, blagoslovene božične praznike. Pa veliko se smejte, pa radi se imejte. Tako čisto kratko, jedrnato. Ja, tudi midva s Kajo se pridružujeva Tako tem je. željam. Kaja, bi še ti kaj dodala? Mogoče samo še za konec, da se vama oba z Markom zahvaljujeva, da sta si vzela čas, da smo izvedeli en lep pogovor in vse dobro vam želiva še naprej. Hvala enako. Hvala enako. Torej, poslušajte nas tudi v letu 2024, ko prihajajo nove zgodbe mladih kmetov iz vse Slovenije. Srečno in z Bogom!